Dobro jutro. Se izjemno veselimo vaših vprašanj in komentarjev, seveda pa se še toliko bolj veselimo novega dneva in sonce je zunaj, upam, da tudi kakšen sprehod. Dobro jutro pa tudi voščim na Dunaj in v Radovljico, z nami sta Matej Potokar in Branko Žibret, Lanikon Kearney, ampak pravzaprav bolj v vlogi ekspertov in poznavalcev gospodarstva, predvsem pa vodilnega in vrhunskega leadershipa. Tako da danes vprašanja dobrodošla, seveda tudi vaši pogledi. Začnem pa kar z vprašanjem, ki verjetno je na mestu, kako preživljate te dneve, najprej k tebi, Matej. Živjo, lepo pozdravljeni, hvala Ajša za besedo in za povabilo. Dnevi so kar raznoliki, kljub temu, da so dnevi si zelo podobni, ne. Mislim, da glavna prednost dni, ki jih preživljamo, ravno to, da smo fokus malo spremenili, dejansko se vračamo h koreninam, skrb za družino, skrb za starše, iskanje časa, ki ga nikoli ni bilo dovolj, in posvečanje tega časa stvarem, ki so čakale in ki nas bogatijo tudi na drugačen način, kot so nas do zdaj. Tako da jaz pravim tako, časi so drugačni, ampak so tudi zanimivi, no. In predvsem zdravja, da ostanemo zdravi, skrb za to in v bistvu gledanje in pripravljanje na svet, ki prihaja. Branko, kako je pri vas na Dunaju? Ja, hvala lepa za vabilo, dobro jutro vsem, Ajša. Ja, jaz mislim, glede na to, kako sledim, kako je v Sloveniji, je na Dunaju zelo podobno, zelo mrzlo je te dni, vsaj po noči, ne. Čeprav je lepo vreme zunaj. Ja, tako kot je Matej rekel, življenje je zdaj novo, ne. Na eni strani se vračamo koreninam, ti odnosi, čeprav smo si narazen toliko kilometrov, so zdaj še toliko bolj pomembni. Na drugi strani pa delamo na nek nov način in to je tudi svoja zanimivost. Tega smo to sva z Matejem že veliko izkusila že prej, ker pač delava v organizacijah, ki so zelo, recimo temu, geografsko razslojene, če temu tako rečem. Tako da teh metod dela so vajene že od prej, ampak je tega zdaj še izjemno več in jaz moram priznati, da sem se ogromno naučil v teh 14 dneh, 3 tednih, kar ena mala šola digitalnega komuniciranja. Ja, ravno zadnjič sem videla eno tako luštno, kdo je naredil digitalno transformacijo v podjetju, CEO, CTO ali COVID in je bil COVID nekako obkrožen. Zdaj smo nekako prisiljeni v to, da naredimo veliko spremembo in verjetno ravno zato bo realnost tudi potem, ko se bojo stvari končale, popolnoma drugačna oziroma vsaj v neki meri drugačna. In to bo današnja tema, tudi kako se moramo kot liderji, kot menedžerji temu prilagoditi, pa ne samo mi, tudi vsi ostali. Morda za začetek za to vprašanje COVID-19 že imenujejo črni labod, ki bo skratka naše običajne odzive zahteval popolnoma spremenjene. V kakšni meri in kako menite, da se bomo morali prilagoditi oziroma se bomo prilagodili? Morda, Branko, začnemo tokrat s tabo. Hvala lepa. Jaz mislim, da je en poseben moment, ki ga zdaj zasledimo v Evropi, v tem centralnem delu Evrope, kamor spada tudi Slovenija. Jaz mislim, da je ta socialni element izjemno prisoten, skrb za človeka, skrb za varnost človeka, torej tisto, kar je zdaj v ospredju, je, da torej nobeno, nekaj grdega rekel, nobeno naročilo ni vredno človeškega življenja, ne. In to je izjemno prisotno v tem delu Evrope in jaz mislim, da nas to v veliki meri zaznamuje. Temu je podrejeno vse in potem gre naprej. In temu so se podredila poslovanja, temu so se podredili osebni stiki, torej fizični stiki, temu so se podredile cele vrste industrij in se temu tudi na novo prilagajajo, seveda z pozitivnimi in žal tudi z negativnimi posledicami, ki jih sledimo v medijih. Jaz mislim, da je to prvi tak moment, ki se ga mogoče še niti ne zavedamo, ampak ta socialna komponenta, ta komponenta solidarnosti, socialne kohezivnosti nas je zaznamovala in
smo jo vzeli kot svojo in od nje ne odstopamo. In jaz mislim, da je to ena velika vrednost tega trenutka. Zagotovo velika vrednost, po drugi strani pa se je potrebno morda nekoliko vseeno uzreti in si dati misliti, da bo to tudi pomembno vplivalo za vse vnaprej in morda, da smo v tej svoji želji lahko včasih tudi pretirani, kajti zdaj se že pojavlja, da recimo tista podjetja, ki še vedno delajo, imajo težave, ker jih vidijo kot negativne. Seveda ob tem velika zahvala vsem tistim, ki so na prvi bojni liniji, tako rečeno, ampak vseeno morda, Matej, tvoj pogled na to življenje je največ vredno, po drugi strani pa bo moralo gospodarstvo in tudi vse ostale dejavnosti nekako naprej. Kako najti pravo ravnotežje? Mislim, ravnotežje je zelo težko, ne? In tudi ravnotežje, kot ravno kar si povedala, v bistvu ni. Ne? Po eni strani karantena, bodimo doma, ne se družiti, ne? Po drugi strani imamo pa podjetja, kjer ljudje vsakodnevno odhajajo na delo v proizvodnih halah, kjer so pač skrbijo za to distanco, fizično distanco in tako naprej. In v takem primeru je zelo težko govoriti o nekem ravnotežju. Ne? Tisto, kar jaz mislim, je ena velika razlika z vsemi gospodarskimi krizami, ki smo jim deležni v čistih ekonomskih ciklih. Ne? To je tudi mogoče moj komentar, Ajša, tale koronavirus zelo težko rečemo kot črni labod. Ne? Ker črni labod je definicija za nekaj popolnoma nepričakovanega. Tole, kar se nam je pa zgodilo, seveda absolutno grozovito, ne? Ampak tako zelo nepričakovano pa spet ni bilo. Ne? Ker mi smo imeli pač ta virusna obdobja, od ptičje gripe, pa SARS-ov, pa vsega tega niti imen več ne vem nazaj, kar neki, ki pa so bile zelo lokalno ali pa zelo regionalno omejene. Nobena pa ni bila tako zelo globalna, ampak če zdaj pogledamo malo nazaj, ko smo pač generali pa ocenjujemo preteklost, ne, vsi pametni, vidimo, da verjetno je bilo samo vprašanje časa, da bo ena taka lokalna, regionalna zgodba eksplodirala po celem svetu. Ne. In žal smo zdaj v tem trenutku deležni tega. Matej, če smem te samo za trenutek prekiniti, rekel si in enako vprašanje tudi za Branka, da se nam je to že dogajalo, ampak nikoli še ni bilo take reakcije. Zelo se sprašujem, zakaj zdaj taka reakcija, vemo, da je bolj nalezljivo, pa vendar, ko pogledamo, in vsaka smrtna žrtev je absolutno preveč, ampak ko pogledamo pa številke, zgolj statistično, pa se včasih tudi zdi, da je reakcija popolnoma izven okvirjev. Jaz mislim, da stroka, govorimo o zdravstveni stroki, ne, ker ta v bistvu trenutno dogajanje je povzročeno iz zdravstvenih razlogov. Ne. Ekonomske reakcije so posledica. Če mi primerjamo krizo 2008-2009, je bila čista posledica grabežljivosti in nerealnih ciljev, ki je izhajalo iz čisto ekonomskih razlogov. Tukaj imamo pa drugačno, in je Branko lepo orisal. Tukaj imamo dejansko družbeno in socialno zgodbo, ki v bistvu dajemo na prvo mesto res človeka in pa zdravje ljudi. Jaz sem skoraj prepričan, da je tole res en trenutek, ko mu rečemo lahko tudi en tak reset vrednot ali stanja v družbi. Zelo težko se pa jaz počutim poklicanega ocenjevati, ali so te v bistvu državni ukrepi o karantenah in podobno upravičeni ali ne. Resnično je nehvaležno. Ne? Zakaj je nehvaležno? Zato, ker dejansko ne vemo, kaj bo čez 2 tedna, kaj bo čez 1 mesec in konec koncev tudi, če se ta epidemija ponovi, ne? Ko bomo govorili o dvojnem V, ne samo U, V ali L, ampak dvojni V. Tako da iskreno ne počutim se poklicanega ali pa strokovno kompetentnega, da bi ocenjeval prihodnost in v luči tega, ali je to zdaj dobro ali ne. Jaz mislim, da mnoge te mere grejo majčkeno v pretiravanje, ravno v izogib temu, da posledice minimiziramo, kolikor se le da. To je moj čisto poseben pogled. Branko, tudi k tebi, še prej pa morda samo to, da nam Matej Gostiša sporoča, da tudi avtor Black Swana pravi, da COVID-19 ni črni labod. Torej, ob tem, kako ti gledaš, Branko, je to bistvena sprememba ali ne? V bistvu se mi še vsi učimo, ne? In mi, ki danes sodelujemo v tem razgovoru, vlade, zdravstvena stroka. Ne? In tisto, kar je zanimivo,
ukrepi, po katerih posegajo danes države, sistemi, so v bistvu delujejo v neki stari dimenziji, recimo temu, da delujejo eno- ali pa dvodimenzionalno, ne. Če recimo rečemo, da dvodimenzionalno, recimo to so ukrepi priporočil, ukrepi strogega nadzora in to je tisto, kar mi poznamo, ne. Recimo pa rečemo pa, da je kriza s tem virusom pa je tridimenzionalna, postavlja se neka nova dimenzija in to novo dimenzijo mi še vsi odkrivamo, ne. Mi enostavno ne vemo danes, ali lahko živimo normalno z tem virusom, z vsemi zaščitnimi ukrepi, ali ne moremo, ne. In to zdaj na nek način odkrivamo, ne. Ne vemo, na kakšen način se vsi mi odzivamo na ta virus, ne. Na ta vprašanja odgovorov še nimamo in verjetno v neki obliki, vendar seveda podprto z določenimi podatki, z določenimi analizami, se bomo morali vračati v obliko takšnega življenja, ki bo dovoljevala gospodarsko delovanje, ne. Ker če ne, enostavno ekonomsko bomo imeli preveč težav, da bi lahko normalno živeli in si bomo z ekonomijo ali pa z ekonomskimi restrikcijami povzročili več škode kot za samim virusom. In jaz mislim, da grejo diskusije točno v to smer, ne. Imamo določene države, ki recimo ne bom rekel, da eksperimentirajo, ampak so ubrale nekatero malo drugačno pot, recimo Švedska, delno tudi Nizozemska, in ko se bodo ti podatki primerjali, ko se bodo primerjali učinki, seveda se tudi odvisno od usposobljenosti zdravstvenega sistema, bomo dobili dobre odgovore in jaz mislim, da bodo ti odgovori prihajali relativno hitro, ne. Seveda nas vse zanimajo te posledice, že Matej si rekel, težko je napovedovati prihodnost, dejstvo pa je, da se bodo pojavljali in se že pojavljajo različni scenariji in verjetno je to tudi vloga liderjev, bodisi na državnih ali pa tudi v gospodarstvu, da te scenarije nekako znajo predvideti. Tako da mogoče, če gremo nekoliko k temu, nihče od nas pravzaprav ni poklican v tem nečem novem, pa vendarle ljudje pričakujejo od vodilnih, da bodo znali vsaj približno nakazovati pot. Tako da morda, Matej, ti se veliko ukvarjaš s coachingom dejansko vodilnih, ne samo v Sloveniji, tudi širše po Evropi in v regiji. In tukaj verjetno je tudi tvoja vloga, da pomagaš te scenarije predvideti. Če nekako poskušamo zdaj pogledati, kakšni scenariji so možni, kako bi jih vidva zapisala? V bistvu ta prva 2 tedna so se podjetja ukvarjala in so se morala ukvarjati z business continuityjem. Ko dejansko v tem, ko imamo lockdown, ne, ko nimamo slowdown, tako kot smo srečevali pri ostalih gospodarskih krizah do zdaj, ko se je počasi ustavil. Tukaj je bil dejansko lockdown. V Sloveniji 13. marca je bil new setup, ne. In dejansko je bilo treba zagotoviti prvo in najbolj pomembno, kako v bistvu komuniciraš z zaposlenimi, kako najdeš pravi način angažmaja zaposlenih v kombinaciji čakanje, delo, nedelo, zapreti, ne zapreti, se pravi zelo kombinacija socialnega in ekonomskega vidika poslovanja, ne. Drugo je tisto, kar je zelo pomembno, kakšne odnose ti imaš, vzdržuješ in krepiš s svojimi poslovnimi partnerji, ne. In v bistvu, kar je najbolj pomembno v tem času, zagotoviti likvidnost. Tisto, kar smo se mi naučili v vseh gospodarskih krizah, je bilo to, ne, da, ali pa v vseh poslovnih šolah, ne, da likvidnost je the name of the game. Ne, in tista podjetja, ki so na robu bila že pred to krizo, imajo in bojo imeli še večje probleme, ne. Tista podjetja, ki so na zdravih temeljih, je pa zdaj vprašanje, ali je to 1 mesec, ali je to 3 mesece, ali je to pol leta, ko lahko živiš tudi v tem novem setupu. Seveda mi vsi verjamemo, da bo ta kriza v taki obliki, kot je, trajala pač nekaj mesecev. Ne, namenoma sem rekel nekaj mesecev, jaz upam 2 meseca, maksimalno 3 mesece, ampak govorimo gotovo o tem. Tisto, kar bo pa potem, je pa ta new normal. Ne? Angleži pač ta izraz new normal se zelo veliko uveljavlja. In kaj je ključno zdaj za liderje v vseh podjetjih? Ne? Preigravati scenarije, zelo različne scenarije, kako bo ta new normal izgledal.
Ključno je, da obstoječe partnerje, poslovne partnerje, kupce in dobavitelje, ne samo kupce, tudi dobavitelje zadržimo. Tisto, kar je pa ključno za nas v podjetju, pa to, da obstoječe razvojne projekte nadaljujemo, odpiramo nove zgodbe, ki se že pojavljajo. Vse samo poglejmo, recimo, čisto enostavno vidimo vsak dan spletno trgovino. Totalen razmah spletne trgovine. Recimo, to je en tak primer. Če pogledamo IT, work from home, IT ima dela toliko, ki ga že dolgo cajta ni imel na določenih področjih. V bistvu navezava na lokalno okolje, na lokalne partnerje, v bistvu zelo, zelo pomembno. Skratka, popolnoma nove paradigme, popolnoma novi koncepti, ki jih je treba najti. In tisto, kar je pa najpomembnejše, je pa kako delati s svojimi zaposlenimi. Če mi obrnemo čas 2 tedna od pred 2 tednov nazaj, zadnje 2 leti, večino časa smo se pogovarjali, kje dobiti prave ljudi, ne kje dobiti ljudi. Potem, kje dobiti prave ljudi, kako jih motivirati, zadržati, da ne bojo odhajali v tujino, da ne bojo odhajali konkurenci in tako naprej. In v bistvu to sedaj imamo in zdaj je idealen trenutek, kako v bistvu gradimo pripadnost podjetja do ljudi in vice versa ljudi do podjetja. Idealen trenutek. In tukaj se lideri med sabo razlikujejo. Vsaka minuta posvečena komuniciranju s svojimi zaposlenimi se bo milijonkrat povrnila v časih, ko se bo krivulja obrnila navzgor. Zdaj, kakšen bo tip te krivulje, je najbrž kakšna druga točka, ampak tisto se mi zdi, da je ključno, da ljudem damo vedeti, da so skrb number one. Mislim, da je to ključno v tem obdobju. Tukaj vidim Branka tudi kima. Branko, takoj te bom prosila za ta odgovor, pa hkrati še 2 vprašanje, ki smo jih dobili. Eno je od Artjoma in drugo od Petra nekako združila in nekako nam je tudi že Matej nakazal odgovor, ali je zdaj trenutek, in verjetno tudi malce retorično vprašanje, za reševanje krize ali za strateški razmislek. Si predstavljam, da bo tvoj odgovor oboje, ampak res me zanima, Branko, kaj boš rekel, in seveda tudi, kako menite, da je slovenska vlada reagirala. Tudi to vprašanje malce ven iz poslovnega leadershipa, pa vendarle tudi to oceno bom prosila z vajne strani. Tako da, Branko, najprej k tebi in potem k Mateju. Ja, hvala lepa. Jaz mislim, da je zdaj res ta prav trenutek, ne samo za reševanje, ampak tudi za strateški razmislek, ampak to ni zdaj, recimo temu, neko filozofsko vprašanje. Jaz mislim, da je to tudi vprašanje iz ene nuje. In zdaj, če se nekoliko vrnem na gospodarske nuje, nekoliko vrnem na te scenarije. Jaz mislim, da je manj pomembno vprašanje, ali je to zdaj ali je to scenarij z nekim blagim izstopom. Tisto, kar vidimo pri državah, vidimo dve obliki ukrepov. Na eni strani smo rekli ta kohezivnost, pri reševanju zaposlenih človeških življenj, pa tudi podjetij, in ta kohezivnost ni poceni. In tukaj vidimo različne ukrepe različnih držav, na drugi strani pa vidimo, da se države bolj ali manj zapirajo v svoje okvire. Torej, vidimo, da se večina ukrepov izvaja na državnih ravneh in seveda potem se tudi države temu ustrezno zapirajo v svoje ukrepe. Zdaj pa to postavimo, to vprašanje v slovensko realnost. Slovenski družbeni proizvod je v 80% odvisen od izvoza, kar pomeni od izvoza v države, ki ravno tako ukrepajo na nacionalni ravni. In zdaj, če pogledamo na Nemčijo, ki ima bogat paket reševanja podjetij, seveda za tem paketom bodo prišla tudi zahteve, če ti že pomagamo podjetje, potem boš ti pomagal svojim dobaviteljem iz svoje države in tako naprej. In zdaj seveda za eno državo, kot je pa Slovenija, pa slovenska podjetja, ki so pa izvozno usmerjena, se lahko kar naenkrat najdejo pred zidovi posameznih držav, ko seveda svojimi izdelki in storitvami ne bodo mogla čez. In tukaj, odgovor ni, moram biti dovolj pocen, da pridem v izvoz, ker poceni bo drugod dovolj, ker bodo vsi subvencionirani, tako kot pri nas. Pomeni, da moram res biti dober, moram imeti res neko unikatno vrednost, ki jo bom ponujal na trgu. In to je zdaj izziv na eni strani za podjetja. In tu pravim, da je ta nuja, ni več samo, ker imamo dovolj časa,
zdaj bomo pa razmišljali, kako se bomo rešili. Enostavno moramo najti rešitve, kako bomo potrebni našim partnerjem, ne samo s ceno, ampak predvsem za kvaliteto, za vrednostjo, ki jo ustvarimo. Na drugi strani je seveda to tudi izziv za državo, torej politika izolacije ne pride v poštev. Jaz mislim, da če nikoli v zgodovini slovenske države, sicer je kratka, ni bila ta komponenta mednarodnega sodelovanja, biti aktiven del mednarodne skupnosti, evropske skupnosti, ni tako močan imperativ, kot je zdaj. In Slovenija mora tukaj, recimo, in slovenska vlada mora tukaj to zunanjo politično misijo upraviti in ohraniti, torej vložiti maksimalen napor, da se v prvi vrsti Evropska zveza ostane res zveza, ne pa skupnost izoliranih držav, ker je to enostavno ekonomski interes. In zdaj te ukrepe, ki jih je vlada prinesla, so podobni, kot jih izvajajo druge države po svetu. Torej, prvi paket je namenjen ohranjanju delovnih mest, seveda za slovensko specifiko, ker se izjemno težko strinjamo, smo tudi še vedno v tisti prvi ali pa drugi dimenziji izredno kontrolno usmerjeni. Jaz mislim, da bi lahko malo popustili, pa bili bistveno bolj liberalni pri teh ukrepih, ker ključno so delovna mesta. No, drug paket, ki je vezan na likvidnost, pa še prihaja. Jaz bi tukaj dodal to, da če pogledamo obdobje, ko smo se osamosvajali, pa tudi krizo v prvih 10 letih leta 2000, smo videli, da so preživela tista podjetja, ki so imela zdrave bilance stanja. Tista podjetja, ki so šla v krizo preveč zadolžena, so vsa pocepala, eno za drugim. In enostavno imperativ je, bilance stanja podjetij je potrebno ohraniti zdrave, je cel kup mehanizmov, kako se to lahko naredi, in to je tisti imperativ, seveda s tem pride potem tudi normalna likvidnost, in jaz verjamem, da bodo našli ustrezne rešitve na tem področju. Sem jih kar nekaj teh momentov navedel, ampak jaz mislim, zdrave bilance stanja pa internacionalizacija, jaz mislim, da boste zelo ključni dimenziji ukrepov v prihodnosti. Matej, verjetno je običajen odziv človeka, ki se ustraši, da se obrne na notri, verjetno je tudi običajen način skupnosti, da se nehote obrne na notri, pa vendarle tudi v ne vem čemu zelo opozarjamo na to, tako kot je Branko rekel, kako pomembno je, da ostanemo globalno povezani in kako izjemno pomembno je, da tudi država kot taka jemlje to kot eno od svojih pomembnih misij, ker je v interesu vseh nas, tako za ekonomski uspeh, pa seveda tudi posledično potem za blaginjo vseh ljudi. Na kakšen način lahko podjetja na nek način pomagajo tudi državi, da moramo biti bolj glasni, kaj ne naredimo, da se bo slišalo, zakaj je ta obrnjenost k Evropi, k ohranjanju odprtih meja tako zelo ključnega pomena? Iz gospodarskega zornega kota je odgovor zelo enoznačno že Branko podal. Mislim, da je celo 83-84% našega GDP-ja je v izvozu. Se pravi, mi smo zelo odvisni, lahko rečem, od tega, koliko in kako učinkovito smo vpeti v mednarodno okolje. Koliko nam tukaj država pomaga in koliko tukaj je dejansko podjetništvo Slovencev, če lahko tako rečem, ustvarilo to zgodbo. Mislim, da smo nekako se v podjetjih se zanesli na lastne moči. Tisto, kar se mi zdi, je izjemno pomembno, da v tem času protekcionizma, konec koncev, ki se pojavlja v eni skupnosti, ki se reče Evropska unija celo, ne samo Amerika, Kitajska, ampak celo EU, je to pa še toliko bolj pomembno. In tukaj jaz sem v bistvu kar malo občutljiv, kaj bo država. Saj, v bistvu državo ustvarjamo ljudje in pa gospodarski subjekti. Budžet ustvarjajo gospodarski subjekti, budžet ustvarjamo zaposleni, oziroma tisti, ki ustvarjamo neko vrednost. In tukaj ena sama ambicija je države, ko bo te krize enkrat konec, in te krize bo sigurno konec, to moramo vsi vedeti. Zdaj, ali bo to konec v 2 mesecih, pa se bomo to potem morali z maskami sprehajati, ja, Bog pomagi, samo pa z maskami sprehajala. V bistvu jaz mislim, da to ni tak problem, in tudi, ko bo ta pozitiven moment prišel,
bomo ljudje mnogo bolj pozitivno energijo sprejemali, tudi določene restrikcije, ki se bojo pojavljale. In tukaj je interes države, da so gospodarski subjekti in družbeno okolje v dobri kondiciji. In vse te v bistvu ukrepi, ki jih zdaj država uveljavlja, kar majčkeno prepočasne, ker konec koncev smo slišali vse te ukrepe, skupine je naredila, jaz mislim, ukrepe v pravo smer, ampak v bistvu zdaj pa spet en kup neke negativne energije okoli tega, okoli drobnega tiska, kaj bo dejansko outcome, kup nekih pomislekov, ne, pa tega slovenskega nestrinjanja, ne, kot je bilo tudi že omenjeno. In jaz mislim, da država mora dejansko se obnašati precej drugače, kot se je v nekem standardnem smislu. Država se mora zavedati, da je tukaj servis ljudem in gospodarstvu, ne pa obratno. Ja. Jaz, če se konec, bo vse to nazaj, vse bo povrnjeno nazaj, če bo imel kdo povrniti. A seveda bomo imeli, ne? Sam zavedati se moramo tega. Branko, si želel nekaj dodati? Ja, ravno država, ne? Zdaj sicer verjetno ne v prvi vrsti, ampak bo ravno tako šla skozi država kot institucija, ne? Bo šla ravno tako skozi en proces transformacije. To, kar je že Matej začel, torej države, ki so nastale primarno zato, da so kontrolirale meje in državljane, ne, se seveda transformirajo v tiste institucije, ki pomagajo državljanom in podjetjem, da boljše živijo, ne. In jaz mislim, da bodo šle vse države, predvsem v Evropi, pa praktično po svetu, bodo šle skozi ta proces transformacije. Tako kot se mi danes pospešeno digitaliziramo, ne, tako se bodo tudi države pospešeno preorientirale v to servisno vlogo za državljane, in tiste, ki bodo hitrejše, bodo uspešnejše, zelo preprosto, ne. In njihovi državljani ravno tako. Ja. V interesu prav držav, kot je naša, ki je izvozno usmerjena in seveda tudi ima majhen trg, da je še bolj proaktivna in še hitrejša. In eno vprašanje, ki pa nas vse verjetno zelo skrbi, je pa vprašanje dobaviteljskih verig. Morda se premalo zavedamo, da tukaj že vseeno, tudi zaradi tega, ker se protekcionistično obnašamo, prihaja do določenih shortageov in da tukaj je ta nevarnost lahko izjemna. In Branko, ti si že omenjal, da je lahko škoda še toliko večja kot škoda, ki jo neposredno povzroča virus. Kaj v smislu dobaviteljskih verig lahko naredi gospodarstvo, kot je slovensko, in kako se tukaj zavarovati? Ja, jaz mislim, da tisto, zdaj seveda, če se čisto tako enostavno izrazim, na eni strani iskanje alternativnih virov, na drugi strani drugačne politike upravljanja zalog. Tisto, kar jaz verjamem in kar je že Matej prej povedal, da je slovensko gospodarstvo izjemno trdoživo. Šlo je skozi dva huda šoka, torej osamosvojitev, ko se je praktično preusmerilo iz jugoslovanskega na mednarodni trg, pa potem krizo v letu 2000, torej je ustvarilo eno komponento trdoživosti. In jaz tukaj verjamem, da bodo podjetja hitro našla alternativne vire, bodo tudi ustrezno temu upravljala. Tisto, kar se bo pojavljalo, in tukaj bi seveda zakonodaja res morala pomagati, je, da si lahko podjetja hitreje izmenjujejo delovno silo, ne. Mi vidimo v določenih panogah, da danes primanjkuje ljudi. Recimo ta potreba po digitalizaciji pa po informacijski podpori dobesedno sili različne organizacije, da si pomagajo. In enako je tudi v oskrbnih verigah, ne. Torej, podjetje bo enostavno začela med seboj bistveno bolj sodelovati tudi na teh področjih, to že vidimo, torej en drugem pomagajo. In seveda ne bo šlo brez bolečin, ne bo šlo brez izgub, ampak to bo šlo, recimo, jaz mislim, da pri slovenskih podjetjih se še tega mogoče še najmanj bojim. Bolj se bojim, ali bodo lahko potem te svoje inpute pretvorile v prave outpute, ne? Da ne bomo govorili, da se je včasih dogajalo to, da pa rezervni deli od Mercedesa ven smo dobili pa Golfa, ne? Kar je bilo včasih primer pri marsikaterem slovenskem podjetju. Jaz mislim, da mora biti ravno obratno, ne? In tisto znanje, da se bo vgrajevalo, in mogoče po tej plati ta kriza tudi dobra, ker bo enostavno vsakega prisilila, da bo res iztisnil, ne samo fizično, ampak recimo tudi po pameti maksimum od samega sebe, in
verjamem v to trdoživost slovenskih podjetnikov, še vedno se je pokazala, tako da bo šla tudi po tej plati naprej. Bo pa seveda včasih tudi težko, ne. Zdaj se bomo malce obrnili k publiki in konkretnim vprašanjem, ki smo jih tudi dobili. Matej, zate, ali meniš, da bo izbruh takih pandemij postal stalnica in kako naj se podjetja na to vrstno novo realnost, tudi povezano s pandemijami, pripravijo? To je vprašanje zgrešenega zdravstvenega strokovnjaka. Moj odgovor, da bojim se, da moramo biti pripravljeni tudi na to vrstne zgodbe. Verjamem pa, da bo tole izvrstna izkušnja za posameznike, za podjetja, za države ali pa kar za celotno družbo. Mislim, da se bomo iz tega unikatnega kejsa, tako zelo globalnega kejsa v novodobnem času, ne? Ker to smo že imeli v nekih drugih časih podobne od prašičje kuge in tako naprej v začetku prejšnjega stoletja. Mislim, da se bomo veliko naučili in da bomo, verjamem, da bomo najdeli načine, kako se temu upreti. In jemljem to bolj kot šolo, kot nek preizkusni kamen, kaj se iz tega da potegniti. In verjamem, da smo dovolj razsodni, da bomo kot človeštvo to znali v bistvu malo zapeči, pol kot nek know-how tudi za prihodnje obdobje. Upam pa, da take pandemije ne bo več. Branko, pa tvoj pogled? Jaz bi rekel tako, ni samo vprašanje pandemije, jaz mislim, da je vedno bolj prisotno, glede na to, da je svet globaliziranje, tako imenovano vprašanje tako imenovanih wildcardov, ki se zgodijo teh izrednih dogodkov in mi nismo prvič soočeni s takim izrednim dogodkom. Če se spomnimo, kaj se je zgodilo z dvojčkoma, tem nesrečnim dogodkom, ko je bila potem cela ZDA v eno obdobje prizemljena, ni bilo poletov, torej izjemne restrikcije na letališčih, na mejah, pa če se recimo spomnimo potem islandske krize, islandskega ognjenika, ko je enostavno zastal promet v zraku, zdaj imamo to pandemijo, še imeli smo nekaj drugih epidemij, lahko se zgodi marsikaj. In tisto, kar morajo podjetja, ko načrtujejo svoje poslovanje, seveda nekaj je znanga, nekaj še ni znanga, je seveda vedno potrebno pogledati pri vseh ključnih elementih poslovanja, kaj se nam pa lahko tukaj zgodi, kaj so pa lahko naši rezervni scenariji. Recimo, ne vem, zmanjka elektrike. In se seveda tudi mi več ne moramo pogovarjati, kot se pogovarjamo danes. Zdaj, ne vem, ali moram imeti 3 golobe v kletki, zdaj pretiravam. Ampak enostavno vsake toliko časa, sploh pa v procesih strateškega načrtovanja, pa pač podjetja morala ta tveganja opredeliti in potem ne samo opredeliti, ampak tudi potem, kaj so ukrepi za omejitev ali pa odpravo teh tveganj. Janez Škrubaj vam sporoča, da se strinja, da se bomo obrnili, Janez, pozdravljen, pa zastavlja tudi vprašanje, ki smo ga deloma že odgovorili, kaj lahko podjetja naredijo, če se bojo države in pa seveda cele dobaviteljske verige res preveč nacionalizirale, obrnile k sebi. Delno sta na to že odgovorila, ampak morda bi pa nadaljevali s temi scenariji. Ali meniš, Matej, da imajo slovenska podjetja in slovenski menedžment dovolj razdeljene krizne scenarije oziroma ne le krizne, strateške scenarije ob različnih spremembah, ki pa vedno znova ponavljamo, so stalnica, ko pa pridejo, seveda pa nekateri tudi čisto okamenijo. Je dovolj strateškega razmisleka in konkretnih scenarijev? Najboljši odgovor ni najbolj pozitiven. Jaz verjamem, da v nekih dobrih cajtih, v časih konjunkture, v časih, ko res biznis je v odlični kondiciji, takrat je pravi čas, da se ukvarjaš tudi s takimi zadevami. Ko pa imaš ti biznis, ko ti je glavna prioriteta business continuity, kako v bistvu živeti in delati biznis, ne bomo rekel iz dneva v dan, boš pa zelo težko najdu resurse in čas za to, da se boš posvečal takim zgodbam. Korporacije imajo to zelo natančno razdelane, zato ker imajo prostor, čas in resurse, da se s tem ukvarjamo. Slovenska podjetja smo pa vpeti, če mi pogledamo avtomobilsko industrijo, ki je v Sloveniji zelo, zelo pomembna. Ampak v veliki meri smo mi dobavitelji v teh supply chainih,
ki veljajo. In jaz sem pred kratkim bral en intervju, ko je bil dobavitelj vprašan, kako se prilagajaš. Prav, v bistvu tisto, kar je meni ključno, je to, da se zavedam, da frontline v preskrbovalni verigi ne ve, kaj bo jutri. Kaj šele potem nekdo, ki je v sami preskrbovalni verigi nekje v sredini ali pa celo proti koncu. In tukaj se mi moramo zelo dobro zavedati, da odvisnost pomeni odvisnost mnogo česa. In tukaj moramo biti še bolj pripravljeni na več scenarijev. In mislim, da se bomo počasi začeli tega zavedati. In jaz sem se recimo v tem obdobju pogovarjal z parimi ljudmi, ki delamo skupaj. Vsak govori, kaj je bil take-away iz leta 2008-2009. Likvidnost. Vsi na prvo mesto postavili likvidnost. Takrat so bila podjetja zelo zadolžena, kreditni krč se je pojavil čez noč, popolnoma drugače kot danes. In takrat je bilo dejansko preživeti, tako kot je Branko že danes povedal, tega, ali imaš bilanco stanja uravnoteženo oziroma na stanje aktive ali ni. In tukaj mislim, da se bomo podjetja in posamezniki marsikaj naučili iz takih težkih zgodb. Je pa ena stvar, ki bi jo pa rad poudaril, tudi v letih 2008-2009, recimo, ko sem bil tudi jaz že v vlogah, ko sem mogel peljati podjetje skozi krizno obdobje. Takrat je bilo zelo veliko govorjenja, kako je bila kriza najgloblja, kako je to priložnost za reset, kako je priložnost za postavitev popolnoma novih vrednot, kako bo ta new normal izgledal popolnoma drugače. Skratka, en kup enih besed, ki jih danes zopet slišimo. Ampak, če vrnemo čas nazaj, eno leto po tisti krizi, ko smo bili spet vsi v zagonu, biznis, novi trgi, novi produkti, skratka, smo zelo, zelo hitro pozabili na vse tiste globoke besede, ki smo jih izrekali takrat, ko nam je bilo težko. In bojim se, tako bomo rekel, zavedajmo se tega, da tudi, ko bomo izhajali iz te krize, da pozabimo tako jaz pravim back to the basics. Branko? Ja, jaz bi rekel tako, jaz mislim pa, da smo se iz tiste krize kar nekaj naučili. Jaz mislim, iz tiste krize leta 2008-2009 smo prišli boljši ven, nismo vsega pozabili, marsikaj smo pozabili, nismo pa vsega pozabili, zdaj je prišla pa spet neka nova dimenzija krize in se spet učimo. In vprašanje, te strateški scenariji slovenskih podjetij, jaz verjamem, da so ta teden boljši, kot so bili prejšnji teden. Je pač tako, in to je v človeški naravi, da mi delamo spremembe z razumevanjem ali z prisilo, z bolečino. Žal delamo 90% sprememb na osnovi prisile, na osnovi bolečine. Torej, tudi če vemo, da se bo nekaj hudega zgodilo, dokler se ne zgodi, ne ponotranimo, enostavno ne reagiramo. In zdaj poglejmo samo avtomobilsko industrijo. Primer industrije, ki je delala na oskrbnih verigah, torej bila je najbolj razvita, torej vse zaloge na kamionih, torej just in time je bil razvit v avtomobilski industriji, sodobna nabava je bila razvita v avtomobilski industriji. Zdaj pa kar enkrat pogledamo tole situacijo, ko vsi ti modeli so padli so čez noč, torej dobave so se ustavile, prevozi so se ustavili. Torej, cela avtomobilska industrija se bo morala preoblikovati. Seveda, avto ne bo več postal commodity, ne bo več commodity verjetno, ali pa bo še bolj commodity, kar pomeni, da bodo morali iskati še neke druge rezerve, da bodo lahko vsa ta tveganja, ki so se zdaj pojavila, na katere niti pomislili niso. Pa so to recimo vodilni koncerni na svetu z vsemi možnimi, z vso možno angažirano pametjo, z vsemi možnimi rezervnimi scenariji, pa jih je zopet presenetilo. Torej, pomeni, da je ta raven teh disrupcij, ki se dogajajo, teh wildcardov, je pač takšen, da te enostavno pripelje v neko situacijo, na katero pri vsej dobri volji ne moreš biti vedno najbolj pripravljena. Je pa seveda, jo pa vgradiš v svoje vedenje in potem z njo živiš naprej in se na njo pripraviš. Zdaj bom eno zelo nehvaležno vprašanje verjetno postavila. Vsi se sprašujemo, kako bomo išli iz tega, govorimo o novi realnosti, pa vendarle iščemo tiste, ki upajo napovedati, kakšen bo izhod. Bo v obliki črke V, bo v obliki črke U,
bo v obliki črke dvojni V, bo v obliki črke L. Če morate izbrati eno od možnosti, vem, da je nehvaležno vprašanje, da nimate čarobne krogle, vedno, ko to sprašujem, si tudi želim, da bi imeli ljudje, ko gledajo to kroglo, rožnata očala, ampak vendarle, Branko, če bi mogel zdajle povedati, kakšen bo po tvojem mnenju izhod, kam bi nas usmeril? Sigurno bo pot navkreber, ne? Tako, glede na to, da se zdaj pogovarjamo o padcih družbenega proizvoda na ravni 10% na letni ravni, pa ne vemo natančno, do kdaj bodo te ukrepi trajali. Dlje, ko bodo trajali ukrepi, bolj bo družbeni proizvod padel. Ampak pri padcu družbenega proizvoda za 10% in več, izhod, tudi če je hiter, je naporen, kar pomeni, da je pač tako, da stvari, ko grejo slabo, grejo hitrej, kot ko grejo dobro. In tako bo tudi s tem našim izhodom. Zdaj, ali bo ta izhod linearen, pa bomo govorili o nekem bolj ploščatem V-ju, ali bo bolj konkavn, pa bomo govorili o nekem bolj ploščatem U-ju, težko napovedujem. Bo pa in bo naporen. Bo naporen zato, ker predno se bodo vse te strukture vzpostavile nazaj, bo trajalo, vzpostavljale se bodo nazaj na popolnoma drugačen način, kot so bile vzpostavljene prej. Nekatere industrije se bodo izjemno spremenile. Jaz samo upam, da bomo začeli tam polet se nazaj vzpenjati. Torej, zdaj smo še vedno, kako bi rekel, še vedno smo v mehurčku, ne vem, kako se ne izrazim. Se slišimo? Ja, vidimo te tudi. Ja, še vedno smo v mehurčku. Torej, še vedno je, naslednje to traja komaj 14 dni, 3 tedne, kar pomeni, da po 2-3 mesecih bomo že bolj izkušeni, bomo že več vedeli, bodo tudi ekonomski učinki, torej se bomo bistveno bolj racionalno obnašali. Tisto, kar pravim, v to sem prepričan, kot potrošniki se bomo začeli bistveno bolj racionalno obnašati. Torej, to bo hud izziv za industrijo, za modno industrijo. Torej, jaz mislim, da bo pomembno, torej po tej plati bo z vidika potrošništva pomembno za vse, kar je vezano na luksus, vse, kar je vezano na prevozna sredstva, v neki obliki tudi na turizem. Jaz mislim, že čisto iz našega racionalnega potrošniškega obnašanja, to se bo sigurno spremenilo. Manj bomo trošili, bolj racionalno bomo vlagali denar. Jaz mislim, da to se že kaže. Tukaj bom dodala, Matej, zate enako vprašanje, pa vendarle še z vprašanjem, ki smo ga dobili, in sicer ne glede na izhod, verjetno, kakšen mora biti lider prihodnosti, zato da bo lahko pomagal. Ne glede na to, kako močno na ukreper bomo hodili, pa vendar te tudi vprašam, kakšen bo po tvojem mnenju ta izhod. Padec v to krizno obdobje bil zelo strm, ker dejansko ni šlo za slowdown, ampak je bil kar lockdown. Dejansko smo čez noč se vsi znašli v tem kriznem obdobju. Jaz mislim, da ko bo ta pik te krize minil, je pa pogojevan zelo z zdravstvenim pristopom, dejansko s številom okuženih in tako naprej. Ko bo to se začelo padati, bojo države začele dozirano spuščati, odpirati oziroma dovoljevati, da se določene industrije postavljajo nazaj. Vemo, da določene industrije bojo zelo prizadete, govorimo o potovanjih, govorimo o transportu, govorimo o hotelirstvu, to so res industrije, ki bojo imele veliko izzivov. Tako da jaz verjamem, da en tak dosti ploščat se nam obeta. Upam pa, ker to bi bilo pa zelo negativno za celo družbo, da se ne bi nam pojavil dvojni V oziroma dvojni U, če zdaj tako govorimo. Da ne bi v bistvu ta kriza, s katero bomo, ko se bo začelo vračati, bo takoj ta pozitivna energija, takoj bo ljudje dobili zagon in v bistvu, da ne doživiš novega šoka. Ker tisti bo imel pa še bolj globoko dno, kot ga ima že danes. Liderji prihodnosti,
Jaz mislim, da tisti lideri, ki so lideri v sedanjosti, bodo tudi lideri prihodnosti. Vsi se učimo in za liderja je ključno, da se uči tudi on vsak dan. Za liderja sedanjosti je ključno, da nima odgovorov na vsa vprašanja. In ko to zelo, zelo jasno pokaže svojim sodelavcem, da nima jasnih odgovorov na vsa vprašanja, je to izjemen stimulans za celotno okolje, za celotno ekipo, v kateri deluje. In v bistvu pokaže zopet samo, da je človek, ki pa vedno na prvo mesto postavlja človeka. Ker tudi posel ustvarjamo z ljudmi, tudi naše stranke so ljudje, tudi če so podjetja, na koncu so ljudje. In v bistvu sodelovanje med ljudmi je tisto, ki bo še bolj pomembno. Sodelovanje ljudi z medsebojnim spoštovanjem, z medsebojnim upoštevanjem in pa tudi tisto, kar se zdaj najbolj vidi, takrat, ko je kriza, da še bolj stopimo skupaj. In da si pripravljam pomisliti, kaj bom jaz dal za to, da bo nekdo uspešno prišel čez samo krizo. Tako da jaz mislim, da te pol 45 minut, ki se pogovarjamo, ko takole malo četamo, se mi zdi, da smo kup nekih priložnosti se že dotaknili, ki nas čakajo v prihodnosti in tudi v teh težkih cajtih se je treba zavedati, da luč je na koncu tunela. Absolutno je na koncu tunela. Zato luč in predvsem tudi za odgovore, ki pa smo jih danes podali, čeprav ne vemo vseh, se vama Branko in Matej res zahvaljujem. Ob tem pa nekajkrat smo poudarili pomen sočloveka, solidarnosti in naj še enkrat prosim v imenu celotnega gospodarskega kroga, seveda tudi v našem imenu, če lahko tudi vi pomagate otrokom, ki nimajo možnosti dostopa do izobraževanja. Zbiramo skupaj z Ministrstvom za šolstvo, izobraževanje, šport in znanost računalnike za te otroke. Res bom vesela, naj teh pozivov ne bo preveč, pa vendarle si zelo želimo. Vsaj 700 otrok v Sloveniji nima možnosti dostopa do kakršnega koli izobraževanja v tem hipu, več kot 5000 pa ima to zelo moteno. Tako da hvaležna vam bom tudi sama, seveda pa naj ob koncu še enkrat rečem najlepša hvala vsem našim članom, ki nas podpirate, predvsem tudi patron članom. Brez vas pravzaprav vsega tega, kar počnemo, ne bi mogli. Hvala lepa. Jutri bo z vami Tonja, z njo pa se boste pogovarjali o tem, kako je delati od doma. Martina Merslavič in Marko Perme pa bosta iskala vse ali vse večino odgovorov. Hvala vam lepa. Hvala lepa. Hvala, srečno. Srečno.